Jaz sem to predstavitev naredil bolj tako izobraževalno, zaradi tega, ker tudi malo izobražujem. Zato na tej predstavitvi bomo pogledali, kaj umetna inteligenca je in kaj je potencialna uporaba v knjižničarstvu. Se pravi, najprej prva stvar, kaj sploh je umetna inteligenca, danes veliko govorimo o njej, ampak vsak ima nekako svojo predstavo. Zdaj pred kratkim so tudi v bistvu naredili definicijo iz Evropskega parlamenta, kjer je v bistvu nekako, če povzamemo vse to, je, da umetna inteligenca je zmožna delati to, kar človek zna. Se pravi, človek zna videti, kar v bistvu probamo nekako simulirati z računalniškim videom, znamo potem razumeti besedilo, kar je povezano s procesiranjem naravnega jezika, se pravi, kar preberemo, kar slišimo, kar vidimo, in pa tudi v bistvu kot primer sem dal napovedovanje časovnih vrst, ker umetno inteligenco se ne uporablja samo za stvari, s katerimi mi naravno govorimo, ali pa kako se mi sporazumevamo, ampak so tudi v bistvu signali, ki jih različne naprave in stroji dajejo. In zdaj za zaključek še nekako tam gor sem naredil tudi diagram, kako umetna inteligenca je področje in znotraj umetne inteligence imamo področje strojnega učenja in znotraj nje globokega učenja in to globoko učenje je zdaj trenutno state of the art. Se pravi, karkoli se dela bolj kot ne v globokem učenju. Osredotočili se bomo pa na procesiranje naravnega jezika, to je angleško Natural Language Processing, zato kratica NLP, in to je v bistvu področje znanosti, v katerem raziskujemo načine za razumevanje in analiziranje naravnega jezika, kar je v bistvu povezano tudi s knjižničarstvom, z besedili in tako naprej. Znane rešitve so recimo spletni iskalniki, priporočilni sistemi, samo dokončanje, recimo v Google Search, kot imamo autocomplete, govor v besedilo in besedilo v govor, kar je v bistvu smo tudi nekako iz tega Notebook LM videli, kako iz besedila zna generirati govor in tudi, ko mi nekaj govorimo, zna potem v besedilo vrniti. Avtomatsko generiranje besedila in pa razumevanje besedila in zdravorazumsko sklepanje. Zdaj recimo na našem odseku gledamo, recimo damo neko novico in zdaj mi umetno inteligenco uporabimo, da nekako probamo razumeti, kaj bi bili, to je novica o tem, kako je neko podjetje, pa kaj se je zgodilo po svetu, kaj so naslednji koraki, pa kako bodo različni elementi ali pa osebki odreagirali na to. In pa danes večina rešitev uporablja te jezikovne modele oziroma velike jezikovne modele, ki poskušajo napovedati to naslednjo besedo na osnovi prej videnih besed. Zdaj recimo gremo malo v zgodovino tega, ker to se ni zgodilo čez noč. Prva stvar, kar je, da že pred leta 2017 so bili v bistvu druge metode, ampak z 2017 so naredili novo arhitekturo, ki se imenuje Transformer in zaradi nje smo v bistvu zdaj v tej dobi jezikovnih modelov, kjer se pač zadeva je vedno večja in vedno boljša. In s tem smo tudi v bistvu, s to arhitekturo smo izboljšali zmogljivost pri različnih nalogah v procesiranju naravnega jezika. Skozi ta leta, v 3 letih so v podjetju OpenAI povečevali ta njihov model GPT in s tem prišli do tega največjega modela, pač GPT-3, ki je bil eden izmed prvih modelov, ki je znal generirati človeku podobna besedila. To je recimo predavatelj prej razlagal, kjer v bistvu se je podal neko vprašanje, napiši mi neko zgodbo, neko novico in je začel nagenerirati besedilo, ki ni resnično ali pa ko je resnično. Tukaj še ni bilo še tega fact-checkinga vključenega, zaradi tega, ker to se je pa potem kasneje dodalo. In zaradi velikosti tega modela se je tudi nekako s tem časom tudi uvedel izraz veliki jezikovni modeli. In potem še nekaj let kasneje je pa OpenAI dal ven sistem ChatGPT, ki smo ga tudi že danes večkrat slišali. In to je v bistvu, vemo, kakšna je njihova sposobnost, smo že videli v prejšnjih predavanjih, kaj je zmožna. In zaradi te zmogljivosti so tudi ostala podjetja začela delati svoje zaprto in odprto kodo. In od tega momenta naprej se je tudi začel bolj v rabi uporabljati izraz generativni modeli. Zdaj pa, kako delujejo generativni modeli? Se pravi, recimo nas zanima, iz česa je goveja juha. Model bo najprej vzel to besedilo, goveja juha je,
in potem vsak model ima v ozadju nek vokabular, se pravi kot nek slovar besed, ki jih pozna, in te besede so lahko razdeljene, so lahko tako v celoti, zdaj da vidim, če lahko tole laser pointer, se pravi imamo tukaj kot, da je v celoti, kot sta juha in narejena, včasih pa pozna besedo samo kot po delih, se pravi gove, pol tlele spodaj imamo je, pa ga, se pravi kot govejega. Skratka, model na podlagi teh besed, ki jih pozna in besedila, ki ga trenutno vidi, proba izračunati, katera beseda je najbolj verjetna, da bo naslednja beseda. No. In ko se to poračuna, vzame tisto besedo, ki je najbolj verjetna in v naslednjem koraku spet naredi isto, samo da zdaj gleda še, si je dodala še to besedo noter. Se pravi, goveja juha je narejena, spet poračuna verjetnosti, izbere besedo iz, in to v bistvu počne, dokler ne pride do nekega takega smiselnega zaključka, kjer bi model sam znal oceniti, a je zdaj to ta odgovor, ki ga želim, pač ki ga uporabnik želi videti, ali ne. Zdaj tukaj recimo v tem primeru vedno izberemo najbolj verjetno besedo, lahko je pa tudi neka heuristika v ozadju, ki je pa obteži glede na te verjetnosti. Se pravi tukaj, da pride do teh variacij stavkov, ko jih mi vidimo. Se pravi, ko damo neko vprašanje, pa to vprašamo večkrat v različnih teh oknih od ChatGPT-ja, lahko dobimo različno formulacijo istega odgovora ali pa celo čist drug odgovor. In ta smer, kam gre odgovor, je odvisna od te verjetnosti, pa kako ta pot izgleda. Zdaj pa možne uporabe procesiranja naravnega jezika v knjižničarstvu. Sem malo premislil, kaj bi se dal tukaj tudi narediti, pa kje se mogoče že to razvija. Prva stvar je pomoč pri administrativnih nalogah, se pravi pisanje poročil, struktura e-mailov in tako naprej, to je v bistvu nekako samoumevno. Pol te drug del, ki je pa že malo težje, je pa avtomatiziranje, katalogiranje in priprava metapodatkov. Se pravi, ko imamo neko knjigo, pa rabimo potem dobiti, kdo je publisher, kdo je avtor, kdaj je bila knjiga izdana in tako naprej, lahko to tudi z metodami naravnega NLP-ja lahko to naredimo. In potem naslednja stvar je pa analiziranje popularnosti zvrsti, avtorjev in tako naprej. Se pravi, glede na izposoje knjig, lahko mi vidimo nekako, kaj je trenutno v porastu, kaj pada in pač glede na popularnost. In na podlagi vseh teh informacij lahko generiramo tudi graf znanja, ki si lahko predstavljate, da je pač imate te točke, ko so med sabo povezane, vsaka točka je recimo, ena točka je avtor, druga točka je delo, tretja je zvrst in pol na vrhu tega grafa lahko najdemo neke nove napovedi ali pa neke manjkajoče področja ali pa karkoli v resnici. Je pa čisto odvisen od podatkov in od problema, ki ga hočemo rešiti. In potem na koncu tudi pametni iskalniki in priporočilni sistemi, povzemalniki del, se pravi, da nekako povzame besedilo in na koncu tudi pretvorba besedila v audio zapis. Google Illuminate je specifično ta notebook LM, ko smo videli prej. Google Illuminate je specifično za te generiranje podcastov iz besedil. In potem pa druga možna uporaba umetne inteligence v knjižničarstvu, ki je pa v bistvu bolj splošna, ki ni samo na besedilih, je pa dostopnost vsebin za ljudi s posebnimi potrebami, se pravi, kako pripraviti besedilo tako, da bo ustrezno tudi za gluhe in naglušne ali pa za slepe in slabovidne in tudi za druge ranljive skupine. Beleženje in predikcije kvalitet fizičnih knjig, zaradi tega, ker knjige tudi postanejo vedno bolj, pač so stare, izgubijo to nekako strukturo in s tem lahko tudi merimo, kakšne so kemikalije ali pa snov, iz česa so narejene knjige, kakšno je bilo recimo na slikah, material za izdelavo posameznih slik in tako naprej. Potem pa še digitalizacija fizičnih del, arhiviranje znanja in pa na koncu tudi, kar nekako prihaja ven iz samih jezikovnih modelov, je pa komunikacijski agent za pomoč uporabnikom pri izbiri del in pa digitalne simulacije knjižnic. Zdaj za zaključek bi rad izpostavil 3 projekte, na katerem smo sodelovali, ki so tudi v bistvu povezavi z samim procesiranih besedil.
Prvi projekt je X5Gone, kjer je v bistvu bil projekt, kjer smo katalogirali odprto dostopne izobraževalne vsebine in razvoj rešitev umetne inteligence na vrhu teh podatkov. To, kakor vidite, letnice, to so v bistvu bile že pred časom ChatGPT-ja, se pravi, se je že prej lahko nekaj uporabnega naredili. In kaj smo naredili, je avtomatsko procesiranje metapodatkov teh virov. Druga stvar je razvoj iskalnika po izobraževalnih vsebinah, razvoj priporočilnih sistemov in pa potem na koncu tudi poskus identifikacije vsebin ustreznih za slepe in slabovidne, kjer smo sodelovali z medobčinskim društvom slepih in slabovidnih v Ljubljani. In na tem projektu je tudi Ministrstvo za izobraževanje sodelovalo. Drugi projekt je Od Evropa, kjer se bolj ukvarja z dediščino oziroma kjer smo mogli razviti metode za prepoznavanje in sledenje aromatskih referenc v digitalnih slikah in besedilih v različnih evropskih regijah in jezikih. In to v tem opravljenem delu, kar smo v bistvu naredili, je razvoj modelov za detekcijo čustev povezanimi z deli besedil in pa razvoj modelov za detekcijo predmetov, prostorov, kreten in čustev v samih slikah. Zdaj recimo tukaj imamo primer iz besedila od Ivana Cankarja, kjer smo vzeli besedilo, spodnje besedilo, z ostalih 15 krajcarjev bi kupil kruha, maslenega z lepo spečeno rumeno skorjico in dišečo rumeno sredico. In naš model zna v bistvu identificirati, da kruh je vir nekega vonja, medtem ko dišečo je pa ta vonj, ki je povezan z tem virom. Tako da to je samo kot primer iz dediščine. Zadnja, najbolj v bistvu en izmed teh zadnjih zaključenih projektov, kjer smo sodelovali, je pa projekt RSDO, kjer je bila pa tema razvoj odprtokodnih orodij za slovenski jezik v digitalnem okolju. Tukaj smo razvili različne prevajalnike, razpoznavalnike, terminološke portale in tako naprej. In tukaj bi pa rad izpostavil CJVT, ki je Center za jezikovne vire in tehnologije, ki pa hranijo tudi in razvijajo različne slovarje, leksikone, jezikovne tehnologije in tako naprej. Tako. Zdaj, za zaključek bi rad povedal, da umetna inteligenca je zdaj tak hot topic in bi hotel povsod vključiti, kakor se da, ampak kar pa je pomembno, je pa, da umetno inteligenco uporabimo tam, kjer in na način tako, kjer prepoznamo, da problem je tak, da se ga da rešiti. To pa lahko prepoznamo tako, da najprej moramo vedeti, kaj želimo zares doseči, da ni samo bomo uporabili umetno inteligenco in bomo videli, kaj bo. Drugo je pa, da imamo ustrezne količine in tipe podatkov za pripravo rešitev. Recimo za same priporočilne sisteme ne moremo povedati uporabniku, kaj bi bila relevantna vsebina za tega uporabnika, če ne vemo, kaj uporabnik rad vidi.